Dobrodošli nazaj v Osi resnice. Za nami je nor teden z neverjetno letno konferenco INS o politiki, zdaj pa smo spet v studiu. In seveda, slon v sobi je trenutno grozljiv memorandum o soglasju. O tem, kako zgrešen je ta memorandum o soglasju, bi lahko veliko povedali. Prav tako pa tudi o tem, kako naivan je bil pogajalec na ameriški strani J.D. Vance. Preden pa se lotimo tega, vam želim pokazati 5 glavnih težav memoranduma o soglasju, ki jih morate razumeti. Prva težava je, da je režimu uspelo razširiti obseg pogajanj. To je klasična iranska pogajalska strategija. Združene države začnejo s specifičnim ciljem, v tem primeru z jedrskim programom. Režim na to poskuša ozka pogajanja spremeniti v široka. Nenadoma razprava ni več o prvotnem problemu. Gre za sankcije, energetske trge, regionalno varnost, obnovo, Libanon. Gre dobesedno za vse, razen za tisto eno stvar, na katero bi se morali sprva osredotočiti. Sporočilo za JD-ja. To ni zmaga, če islamski režim pristane na pogajanja, ko sta njihova mornarica in letalstvo že uničena. Režim ve, da se z razširitvijo pogajanj povečajo tudi možnosti za popuščanja. In prav tako igrajo J.D. Vanca okoli prsta. Kar nas pripelje do druge težave z memorandumom o soglasju. Administracija predstavlja nadaljevanje pogajanj, za kar so ponudili izjemna popuščanja z odmrznitvijo sredstev in oprostitvijo sankcij na nafto. Predstavljajo to kot uspeh sam po sebi. Toda pogajanja niso cilj. Cilj je bil preprečiti režimu, da bi pridobil jedrsko orožje. Medtem ko so ZDA izvajale blokado in s tem učinkovito spravljale režim v bankrot, so se ZDA odločile, da se odpovejo lastni pogajalski moči zaradi vodstva ljudi, kot je J.D. Vance, ki v osnovi ne razumejo tega režima. Ne verjamete? Prepričajte se sami. Že 47 let je ta država trn v naši peti. Bila je nekakšen problem tako za demokratske kot republikanske administracije. Najboljša stvar pri napredku, ki smo ga dosegli v zadnjih nekaj tednih, je, da vidite ljudi znotraj iranskega sistema, višje vodstvo, celo uradnike IRGC, ki pravijo, veste kaj, morda imamo nekaj sovražnosti, morda imamo nekaj nezaupanja, vendar priznavamo, da je način, kako smo poslovali z Združenimi državami 47 let, napaka. Poskusimo nekaj drugega. Seveda bomo to preverili, vendar smo vsekakor pripravljeni poskusiti nekaj drugega, če bodo to spoštovali. Resno, JD? Ker sem precej prepričana, da so številni napadi režima na trgovske ladje v Hormuški ožini samo ta teden v popolnem nasprotju z memorandumom o soglasju in bi prikazali povsem drugačno sliko. Ali pa, ne vem, lahko bi vzela številne nore izjave uradnikov režima, ki prisegajo, da bodo uničili ne samo Izrael, ampak tudi same Združene države. Ali pa komentarje tvojega pogajalskega partnerja Mohameda Halibafa, ki je izrecno izjavil, da sta predsednik Trump in njegova družina povsem legitimni tarči za atentate. Ali pa zbor strokovnjakov, ki je včeraj ponovno potrdil, da sta premijer Netanjahu in predsednik Trump povsem legitimni tarči za atentate. In to je organ, ki izbere samega ajatolo. Ampak kakorkoli, nekoliko sem zašla. Želim biti zelo jasna. Pogajanja, ki trajajo še naslednjih 60 dni, niso zmaga. To je še 60 dni pogajanj in vendar Bela hiša to dobesedno predstavlja kot mirovni dogovor. Morda kot dogovor o miru v našem času, v slogu Nevilla Chamberlaina. Kdo bi si mislil, da je predsednik Trump, ko je govoril o brezpogojni predaji, pravzaprav mislil na predajo Združenih držav? Ampak zagotovo je za to obstajal razlog, kaj ne? No, poleg vmesnih volitev in fantastičnega prepričanja ameriške javnosti, da Islamska republika zanje ni grožnja, kaj so Združene države prejele v zameno za te popuščanja? Začasno ponovno odprtje Hormuške ožine, ki je bila odprta že pred začetkom vojne. In zdaj želijo za to še zaračunavati? To ni položaj moči. To je položaj, v katerem druga stran razume, da si Washington tako zelo želi dogovora, da je pripravljen plačati za nadaljne pogovore. Tretjič, moramo govoriti o tej Hormuški ožini. Hormuška ožina nikoli ni bila mišljena kot problem. Problem je bil jedrski program. Kljub temu se kriza, ki jo je ustvaril režim, zdaj obravnava kot sredstvo, s katerim lahko režim trguje v zameno za popuščanja. To je pravzaprav način, kako deluje talčevska diplomacija. Ustvariš problem, narediš ga dragega, ponudiš zmanjšanje stroškov problema in na to pričakuješ nekaj v zameno. Spet ne gre za zmago Združenih držav. To dokazuje, da so se pogajanja preselila na teren, ki ga je zbral izključno režim. In potem pride Libanon. Četrto vprašanje. V memorandumu o soglasju, kjer je ena od glavnih zahtev, da se Izrael popolnoma umakne iz Libanona. Razen da Izrael sploh ni v teh pogajanjih in Izrael tudi ni tisti, ki je prvi prekršil premirje, ko gre za Libanon. Hezbollah vsakodnevno napada Izrael. Izrael pa deluje v samoobrambi.
Ne pozabimo dejstva, da je že sama oborožena prisotnost Hezbolaha v Libanonu kršitev mednarodnega prava po resolucijah ZN 1559 in 1701. Zakaj bi potem ZDA dajale politično kritje za preživetje Hezbolaha v Libanonu, teroristične skupine, odgovorne za smrt stotin ameriških vojakov? Poleg tega, zakaj se Združene države sploh pogajajo z islamskim režimom glede Libanona? Libanon je suverena država in ljudje si bolj kot kdajkoli prej želijo izgnati Hezbolah. Vlada Libanona naj bi odločala o tem, kaj se dogaja znotraj meja Libanona, ne pa mule v Iranu. In vendar vlada s tem dogovorom dejansko obravnava režim, ki preko Hezbolaha kolonizira in okupira Libanon, kot tistega, ki odloča tako libanonski kot izraelski varnosti. To je še posebej ironično, če upoštevamo dejstvo, da je bila ena od zahtev tega memoranduma o soglasju tudi zaveza ZDA, da se ne bodo vmešavale v notranje zadeve Irana. Tudi medtem, ko se usmrtitve in hude kršitve človekovih pravic nadaljujejo, celo po pokolu več kot 40.000 iranskih protestnikov brez kakršnih koli posledic za režim, nam govorijo, da je treba omejiti regionalno mrežo režima. Pravijo nam, da je treba ustaviti njihove destabilizacijske dejavnosti in potem jim damo mesto za mizo, da se pogajajo o prihodnosti druge države, ki jo že sabotirajo. To ni zmanjševanje vpliva režima, to je kapitulacija pred njim. In potem je tu še denar. Pri denarju gre vse skupaj res povsem narobe. Kot peti primer, kaj je zelo narobe s tem memorandumom o soglasju. Če odstranite vso propagando in zavajanje, ki smo jo videli iz Bele hiše, ugotovite, da gre za okvir, ki vodi k večji gospodarski olajšavi za režim, ki v svojem vedenju ni bistveno spremenil ničesar. Vključujejo izvoz nafte, odpravo sankcij, odmrznjena sredstva in, kar je najbolj izjemno, domnevni okvir za obnovo v vrednosti 300 milijard dolarjev. To je kapitulacija v obsegu, kakršnega še nismo videli in je za svet bistveno slabša kot JCPOA. Združene države so pravkar dejansko pokazale svojo pripravljenost uporabiti silo proti režimu, ker menijo, da je režim dovolj nevaren, da ogroža mednarodno varnost. Zdaj pa jim želijo omogočiti dostop do mednarodne skupnosti, čeprav ni prišlo do spremembe režima ali vedenja. Nazadnje, ko smo to poskusili, je režim tistih 6 milijard, ki jim jih je dal Obama, porabil za načrtovanje stvari, kot je bil pokol 7. oktobra. Da pojasnim, kot so potrdili številni uradniki režima, celo ta teden režim ni opustil svoje ideologije, niti ni prenehal podpirati terorizma. Ravno nasprotno. Ni prenehal usmrčevati nasprotnikov, ni prenehal zatirati žensk, ni prenehal jemati talcev, ni prenehal financirati posredniških skupin, ni plačal cene za desetletja regionalnega nasilja. In vendar zdaj razpravljamo o 300 milijard dolarjev vrednem načrtu za obnovo. Zakaj? Da bi še naprej govorili, da bi ostali za mizo? Če so ta poročanja resnična, to predstavlja enega najbolj izjemnih primerov prenosa pogajalske moči neposredno iz Združenih držav v Islamsko republiko, kar smo jih verjetno kdajkoli videli. In dejansko je še huje, ker ne gre samo za denar, gre za spodbude. Vrsto let so Združene države pravilno opisovale Islamsko republiko kot režim, odgovoren za usmrtitve, mučenje, terorizem, represijo in sistematično zlorabo lastnega prebivalstva. Nič od tega se ni spremenilo, JD. Kar se je spremenilo, je bilo obupano prizadevanje Washingtona za dogovor. In ko ta želja postane javno vidna, se pogajanja spremenijo, saj režim ugotovi, da lahko z dovolj dolgim zavlačevanjem doseže omilitev sankcij, gospodarske koristi, diplomatsko priznanje in celo nove popustke. In točno to jim daje J.D. Vance. Možnost, da se ponovno organizirajo, dobijo popustke in se pripravijo na nove spopade. Nihče v administraciji sicer ne bi rekel, da želi spodbujati kršitve človekovih pravic, vendar se zunanja politika ne meri po namenih, meri se po spodbudah. Spodbude, ki so bile tukaj ustvarjene, bi morale zaskrbeti vsakogar, ki mu je mar za ljudi v Iranu ali za človekove pravice po svetu, kar nas pripelje do glavnega vprašanja memoranduma o soglasju – odvračanja. Moramo se pogovoriti o tem, kakšno sporočilo ta memorandum pošilja zaveznikom ZDA, saj zavezniki ZDA v regiji zelo pozorno spremljajo celoten proces. Opazujejo, kaj se zgodi potem, ko ZDA ustvarijo vzvod, in opazujejo, kaj se zgodi, ko konflikt postane politično neprijeten za Združene države. ZDA svojim zaveznikom v Perzijskem zalivu, pa tudi Tajvanu, Ukrajini in vsem manjšim demokracijam kažejo, da se na njihove vrednote pozabi, ko nekaj postane politično neprijetno za Združene države. In enako velja za njihovo zaščito takšnih držav pred zlonamernimi akterji, kot je Islamska republika Iran. To dobesedno krepi diktature, kot sta Kitajska in Rusija.
Iskreno povedano, to ogroža tudi Združene države Amerike, saj dokazuje drugim velesilam, da nimajo niti poguma, niti želodca, da bi se branile. Navsezadnje, Islamska republika že desetletja ideološko prodira v Združene države Amerike, da bi škodovala morali in družbeni strukturi države. Očitno jim je to uspelo, vsaj delno. Sporočilo, ki ga lahko zavezniki ZDA potegnejo iz preteklega tedna, je zelo škodljivo. ZDA lahko začnejo konfrontacijo zaradi enega vprašanja, na koncu pa popustijo pri 10 drugih. Amerika je morda bolj zavezana samemu procesu pogajanj, kot pa ciljem, ki so pogajanja sploh upravičili. Zakaj bi katerakoli država zaupala Ameriki, če se obnašajo tako? Združeni Arabski Emirati, Bahrajn, Saudska Arabija in Izrael so vsi žrtvovani zaradi zahodnjaških iluzij kompromitiranih uradnikov Bele hiše, kot sta J.D. Vance in Steve Witkoff, ki naivno verjamejo, da ima islamski režim dejansko interes za normalizirane odnose s svetom. To ni mir skozi moč in to ni zunanja politika, ki jo je obljubil predsednik Trump. Zagotovo to ni merilo, po katerem je sam presojal svoje predhodnike. Noben domoljuben Američan, ki mu je mar za prihodnost Amerike, ne bi smel biti zadovoljen s tem memorandumom o soglasju. Zdaj bi rada šla nekoliko globje, ker je ideološko gledano v ozadju še globlji problem, o katerem želim govoriti. Ena najbolj nevarnih idej, ki trenutno kroži v nekaterih krogih Bele hiše, je ta. Če Islamska republika dobi več virov, več sprostitve sankcij, več dostopa do svetovnih trgov in več gospodarskega manevrskega prostora, bo nekako omilila svoje vedenje. Teorija je, da če ima režim več za izgubiti, bo postal bolj razumen. Vendar smo to teorijo že preizkusili. In rezultat ni bila zmernost. Rezultat je bil več denarja za isti režim, ki je sledil isti ideologiji prek istih terorističnih mrež. Zakaj se Bela hiša spušča v to norost in poskuša isto stvar znova? Ne samo to, zakaj se Bela hiša spušča v kampanjo zavajanja, v katero nihče zares ne verjame? In poleg tega se zanašajo na nasvete ljudi, kot sta Trita Parsi in Sohag Amhari, ki je soustanovil neuradno lobistično skupino islamskega režima v Washingtonu. In drugi, ki je svojo celotno kariero spreminjal svoja stališča, podpiral antisemite in sprejemal denar od Georgea Sorosa. Parsi bi moral biti dejansko izgnan iz Združenih držav. Amhari pa je v resnici le neroden klovn, ki se druži s skupino Code Pink in očitno s pravnomočno obsojenim pedofilom Scottom Ritterjem, ki je postal pristaš Putina. To so ljudje, ki svetujejo Beli hiši pri pogajanjih z Islamsko republiko. Ni čudno, da memorandum o soglasju popolnoma propada. Ko ne razumeš zgodovine, si obsojen, da jo ponavljaš. In imam 3 primere, da vam to razložim. Prvič, JCPOA. Po dnevu začetka izvajanja leta 2016 je bilo približno $50 milijard dostopnih sredstev vrnjenih v roke režima, ki je bil že vodilni državni podpornik terorizma na svetu. Dobro so vedeli, da bo del tega denarja verjetno pristal v rokah korpusa Islamske revolucionarne garde ali drugih terorističnih skupin. Kaj se je torej zgodilo po olajšanju sankcij? Je režim postal zmernejši? Ne. Nadaljevali so s testiranjem balističnih raket, nadaljevali so podporo Asadovi vojni v Siriji, še naprej financirali Hezbolah, podpirali Hutije in Hamas ter še naprej gradili isto regionalno teroristično mrežo. Vsi zdaj pa se pretvarjajo, da je to mogoče ločiti od jedrskega vprašanja. Do leta 2018 so ameriški uradniki ocenjevali, da je režim samo Hezbolahu zagotavljal približno $700 milijonov na leto. State Department je prav tako povedal, da režim zagotavlja približno $100 milijonov letno palestinskim terorističnim skupinam, vključno s Hamasom in islamskim džihadom. Ta denar ni omilil režima. Ta denar je pomagal ohranjati režim in sistem, ki so ga že zgradili. Poleg tega pa so ga še razširili. Noben del tega ni šel za izboljšanje Irana. Drugi primer, ki ga imam, je Sirija. Ker Sirija resnično pokaže, kaj režim postavlja na prvo mesto, ko mora izbirati med lastnim narodom in svojim revolucionarnim genocidnim projektom. Medtem ko so Iranci trpeli zaradi inflacije, gospodarskega zloma, vodnih kriz in propadanja infrastrukture, je režim namenjal ogromne vsote denarja, da bi obdržal Asada Mesarja na oblasti. State Department je povedal, da je režim od leta 2012 porabil več kot $16 milijard za podporo Asadu in drugim partnerjem in posredniškim skupinam v Siriji, Iraku in Jemnu. Zdaj so druge ocene še višje, saj analitiki spremljajo iranske pošiljke nafte Asadu samo od leta 2013 do 2018, ki so vredne več kot $10 milijard. To ni vlada, ki bi ji primanjkovalo sredstev. To je vlada, ki se je namerno odločila, da bo porabila milijarde dolarjev za podporo množičnemu morilcu v Damasku, namesto da bi za svoje ljudi zgradila delujočo državo.
Tretji primer je talška diplomacija. Leta 2016 so Združene države režimu plačale poravnavo v višini 1,7 milijarde dolarjev, povezano s starim zahtevkom za orožje, vključno z začetnim gotovinskim plačilom v višini 400 milijonov dolarjev. Obenem so bili izpuščeni ameriški talci. Obamova administracija je vztrajala, da je šlo za pravno poravnavo, vendar je tudi priznala, da je bil denar uporabljen kot vzvod, dokler talci niso bili izpuščeni. Potem je leta 2023 režim znova uporabil talško diplomacijo, da je prek Katarja ponovno omogočil uporabo 6 milijard dolarjev prihodkov od nafte, čeprav je bil ta denar uradno omejen na humanitarno uporabo. Težava ni le v tem, ali je mogoče določen dolar izslediti do določenega terorista. Težava je v tem, da se je režim naučil, da talci ustvarjajo vzvod. Vzvod prinaša denar, denar pa pomaga režimu preživeti. Zato je trenutna teorija tako nora. Režim nam je že pokazal, kaj naredi z viri. Ko je po JCPOA dobil približno 50 milijard dolarjev dostopnih sredstev, ni postal zmiren. Ko je imel milijarde za porabo v regiji, je izbral Hezbollah, Hamas, Hutije, Asada, iraške milice, rakete in iransko revolucionarno gardo. Ko je jemanje talcev prineslo plačila ali dostop do zamrznjenih sredstev, ni prenehal jemati talcev. Še naprej je uporabljal isto taktiko, ker je ta delovala. In ni pomembno, od kod je denar prišel, ali iz ameriških davkoplačevalskih dolarjev, ali iz zamrznjenih sredstev samega režima, ker je denar zamenljiv. Torej je vprašanje za ljudi okoli predsednika Trumpa, ki mislijo, da bodo dodatna sredstva nekako omilila ta režim, zelo preprosto. Na podlagi česa? Na podlagi katerega primera? Na podlagi katerega leta? Na podlagi katerega popuščanja, ki je prineslo boljše ravnanje? Režim ne vzame denarja in postane normalen. Vzame denar in izvaža islamsko revolucijo iz leta 1979. Ta denar vzame in gradi proksi skupine ter ohranja samega sebe, medtem ko iransko ljudstvo ostaja v temi, revščini, z usmrtitvami in nenehnim zatiranjem. Problem ni v tem, da Islamski republiki spet primanjkuje denarja, ampak v tem, da nam vsakič, ko dobijo denar, pokažejo, kaj jim je resnično pomembno. In zato ne sme biti nobenega denarja, nobenih odmrznjenih sredstev, nobenega omiljenja sankcij in nobene nove gospodarske rešilne bilke za ta režim. Zdaj pa zaključujemo s tedenskim povzetkom dobrega, slabega in grdega. Začnemo s slabo zgodbo, da končamo na pozitivni noti. Ta teden je slabi lik finančni minister Scott Bessent. In zakaj? Ker je pred nekaj tedni Bessent javno razlagal, da ne bo nobene izjeme za iransko nafto, da blokada deluje in da bo režim kmalu prisiljen ustaviti proizvodnjo. Njegovo sporočilo je bilo preprosto. Maksimalni pritisk škoduje režimu in Združene države nimajo namena ponuditi rešilne bilke. Če preskočimo na prejšnji teden, je Ministrstvo za finance popolnoma spremenilo smer. Združene države so zdaj izdale 60-dnevno splošno dovoljenje, ki režimu omogoča prodajo surove nafte, naftnih derivatov in petrokemikalij na mednarodnem trgu. Dovoljenje prav tako dovoljuje bančne, ladijske, zavarovalniške, transportne in druge storitve, ki so potrebne za izvedbo teh prodaj, ter celo dovoljuje transakcije v ameriških dolarjih. Torej, naj to prav razumem. Aprila so nam povedali, da je treba izvoz nafte režima popolnoma ustaviti. Rekli so nam, da blokada deluje. Rekli so nam, da ne bo nobenih izjem. Zdaj nam pravijo, da so iste prodaje nafte, isti viri prihodkov, iste ladijske mreže, iste finančne transakcije pravzaprav dobra ideja. Očitno se je režim iz vodilnega državnega podpornika terorizma na svetu spremenil v zagonsko podjetje, ki je samo potrebovalo boljši dostop do svetovnih trgov. Izjema bi lahko režimu v naslednjih 2 mesecih prinesla približno 10 milijard dolarjev. In to predstavlja prvič v desetletjih, da lahko režim odkrito prodaja nafto z ameriškim dovoljenjem, namesto prek mrež za izogibanje sankcijam. Iskreno, ne vem, kaj se je hitreje spremenilo. Politika Ministrstva za finance ali njegov spomin. Medtem pa k grdoti tega tedna. Grda zgodba tega tedna je odziv na kritiko memoranduma o soglasju strani nekaterih najvidnejših predsednikovih svetovalcev in konzultantov na spletu. In zdi se, da gre za usklajena prizadevanja, da bi utišali te kritike. V zadnjih 2 tednih sta Alex Brusavic, Ana Paulina Luna, članica kongresa, pa tudi Donald Trump mlajši in drugi porabili izjemno veliko časa za napadanje ljudi, ki nasprotujejo memorandumu Trumpove administracije. Kritiki obtožujejo, da so boti ali operativci tujega vpliva. Očitno je novo pravilo, da če misliš, da je odprava naftnih sankcij in dajanje denarja mulam ali pogajanja v Libanonu slaba ideja, nisi več sodržavljanka z drugačnim mnenjem, ampak si pravzaprav agentka tuje vlade.
Kdo bi si mislil? Proti koncu prejšnjega tedna je bilo v istem obdobju več kot 100 računov, ki so kritizirali J.D. Vansa in memorandum o soglasju. Še posebej iranski in judovski računi suspendiranih. Na omrežju X zaradi, kot je platforma opisala, neavtentičnega vedenja. In ali je sploh presenečenje, da je ta škandal povezan z Aleksom Brusavicem, svetovalcem za družbeno omrežje za Trumpa, ki ima mimogrede tudi sam povezave s Katarjem. In je bil tudi zadnji gost Tuckera Carlsona. To je nekdo, ki že kar nekaj časa nadleguje judovske račune na družbenih omrežjih. V precej patetičnem in plitkem zagovoru J.D. Vansa. Že tedne namiguje, da obstaja neka zlonamerna izraelska operacija vplivanja za spodkopavanje memoranduma o soglasju, vendar ne ponudi nobenih dokazov. Ko ga na to soočijo s tem, trdi, da je proti vsakemu tujemu vmešavanju, še vedno ne ponudi nobenih dokazov o izraelski ali judovski zaroti in priročno ignorira Katar. To je isti mali trol, ki je napadel republikance, ki so odstopili iz Heritage Foundation po protijudovskih izjavah Kevina Robertsa. In celo Katar ga je odpeljal z Bližnjega vzhoda, ko je izbruhnila vojna, skupaj z znanim katarskim lobistom. Zdaj pa se obnaša, kot da je kritika Trumpa kaj? Izdaja? Nekdo je preživel preveč časa s Katarci. Tega v Ameriki ne počnemo, Alex. Prav tako se mi zdi smešno, da trdi, da je maga in za Trumpa, hkrati pa nastopa v oddaji Tuckerja Carlsona in ga celo imenuje za prijatelja, čeprav je Carlson več mesecev kritiziral predsednika Trumpa in zdaj tudi republikance. Ampak seveda, Alex, Mark Levin je problem. Kar naredi vse skupaj še posebej absurdno, je to, da mnogi ljudje, ki jih blatita Alex in tudi Donald Trump mlajši, sploh niso bili boti ali plačani politični operativci. Bili so ameriški novinarji, v nekaterih primerih ameriški veterani, zavezniki iz Emiratov, strokovnjaki za nacionalno varnost in komentatorji. To so ljudje, ki so preučili ta sporazum in prišli do drugačnega zaključka kot Bela hiša. Buzz Patterson, Stella Escobedo, Eitan Fishberger, Amjad Taha in druge znane osebnosti, če jih naštejem le nekaj. Namesto, da bi to ogromno kritiko vzeli kot znak, da morda, samo morda, delajo nekaj narobe, ti Trumpovi uradniki odgovarjajo tako, da napadajo druge Američane in poskušajo utišati njihove glasove. Če je ta memorandum o soglasju tako dobra stvar, bi ga morali njegovi podporniki znati zagovarjati z dejstvi. Ne bi smeli potrebovati obrekovanj, teorij zarote ali preizkusov zvestobe. In žal za Aleksa, to ni tako pri tem memorandumu o soglasju. Če bi imel predsednik vsaj malo razuma, bi odpustil nelojalnega pripadnika woke desnice, kvazi fašista in se znebil povezave s tem zgubo. In zdaj končno, za konec pa še nekaj dobrega. Je tokratna dobra novica nekaj, kar mi je že dolgo pri srcu, saj imam tudi sama armensko družino. Izrael je končno naredil korak, ki bi ga morali narediti že pred desetletji in uradno priznal armenski genocid. 28. junija je izraelska vlada glasovala za priznanje genocida nad armenskim narodom v zadnjih letih Otomanskega cesarstva, od leta 1915 do 1917, potem ko je zunanji minister Gideon Sar predložil resolucijo vladi. Po glasovanju je Sar povedal, da nikoli ni prepozno storiti, kar je prav. Približno 1,5 milijona krščanskih Armencev je bilo ubitih, izgnanih, izstradanih in pregnanih iz svojih starodavnih skupnosti, začenši leta 1915. In več kot stoletje je Turčija še naprej zanikala, zmanjševala ali izkrivljala to, kar se je zgodilo. Izbrisali so zgodovinske zapise. Grožili so celotnim državam, ker so priznale, kaj so storili njihovi predhodniki. V nekaterih primerih so to celo prepovedali. Izrael se je sramotno desetletje izogibal uradnemu priznanju zaradi diplomatskih občutljivosti s Turčijo, kasneje pa tudi zaradi strateških premislekov povezanih z Azerbajdžanom. Ti pomisleki so bili resnični, vendar nikoli niso opravičili, da judovska država ni želela na glas povedati, da je bil armenski genocid resnično genocid. Nekateri danes kritizirajo trenutno vlado, da je to storila kot politično potezo proti Turčiji. In čeprav je res, da priznanje genocida ne bi smeli uporabljati kot politično orožje, je rezultat nedvomno moralno pravilen in že zdavnaj potreben. Da, Turčija pod Erdoganom je leta obtoževala Izrael genocida, medtem ko njegova lastna vlada še vedno noče priznati dejanskega genocida, storjenega nad armenskim narodom. Na to hinavščino je treba opozoriti. Toda to ne bi smelo biti povezano samo z Erdoganom ali Turčijo. Gre naj za Armence, vključno z armensko skupnostjo tukaj v Jeruzalemu, ki so kljub stoletju zanikanja ohranili svojo zgodovino, vero in spomin. Do leta 2026 je 32 držav članic ZN, vključno z ZDA, Kanado, Rusijo in Nemčijo, uradno priznalo armenski genocid.
Izrael bi moral biti eden izmed prvih, ne eden izmed zadnjih. Toda, ne glede na to, je to nekaj, za kar sem se osebno zavzemala že leta. Torej, dobra novica tega tedna je, da je Izrael končno naredil ta moralni korak in priznal armenski genocid ter obsodil zanikanje. In s tem zaključujemo za ta teden. Naslednji teden bom spet tukaj, kot običajno, z več zgodbami iz regije. Če imate kakšen namig zame, me lahko brez zadržkov kontaktirate na X pod imenom Emily Schrader ali na Instagramu kot Emily in Tel Aviv. Se vidimo naslednji teden tukaj, na Vsi resnice, na JNS.